sanjam vsak dan, v modrini najdem svoj pristan, z mislijo na tebe veter nosi me, da preživim in dočakam dan, ko bom tiho odšla in odnesla s seboj modro morje solza. Tako je misli v svoji prvi pesniški zbirki zapisala avtorica Brigita Šolar. Zbirka z naslovom pesmi je luč sveta ugledala na Blejskem gradu, kjer so v Viteški dvorani pripravili umetniško-literarni večer. Lahko bi rekli, da je zbirka nekakšen blejski projekt, saj vsi sodelujoči prihajajo iz tega okolja. Za ilustracije je poskrbela znana akademska slikarka Ejti Štih, ki z Brigito prijateljuje že dolga leta. Četudi živi v Boliviji, je njeno srce ostalo na Bledu in širok ocean nikakor ni bil ovira pri tem projektu. Poznam Brigito že, mislim, da enih 27-28 let in pri mojem zadnjem obisku, to je bilo zdaj decembra, je rekla, a ti veš, da jaz pesmi pišem, ne? In sem rekel, ja, ti pa pesmi pišeš, in potlej mi je dala s sabo to svojo mapo teh pesmi, pač nekaj izbranih, ker se je ne zdel. In potem sem šel v Bolivijo in sem te pesmi bral in so mi bile všeč, zelo všeč. Za Ejti je bil to poseben projekt, saj se mu je čustveno popolnoma posvetila. Kadar človek te lirske poezije bere, ne, pa če človeka, zdaj v tem primeru pesnico Brigito poznaš, ti pač veš, ne, da nekatere stvari, na nekatere pesmi se nanašajo na stvari, ko so se v življenju zgodili. Ampak če pa pol gledaš vse stvari malo z distanco, so pa v bistvu to take večne teme, ki vse nas zadevajo. Smrt, ljubezen, ločitev, zaljubljenost. Človek, kadar naredi kakšen posebni projekt, zase je to čisto nekaj drugega, kakor pa če sodeluje v takem neverjetnem projektu, kakor se je zgodil pač med Brigito, med mano in na koncu tudi med Mileno, kar je bilo čisto presenečenje, in da ste vsi vi prišli, je to res prekrasno. Dogodek je povezovala igralka Milena Zupančič, za glasbeno podlago pa je poskrbela celotna Brigitina družina. Ilustracije niso nastale po predhodnem dogovoru, ampak je vse teklo zelo spontano. Ne, brez kakršnekoli sugestije je ona narisala točno to, kar bi jaz, če bi znala risati, ampak ne znam. Zbral sem tiste, ki so se mi zdele, da mi hitro kakšno podobo predstavljajo, tako da so prvo tiste ratele, ki so same od sebe v neko podobo prešle, ne? In potem sem pa postavil tekst gor, pesmi gor. No, pa smo rekli, to bilo pa fajn, da bi izdali, in potem sem poslal Petru Virniku, ki je od te založbe Narava, in njemu je bilo všeč in je rekel, jaz sem to založil in zdaj imamo knjigo. Od februarja do marca imamo knjigo. Tako da to je veselje in presenečenje za vse. Brigita je sicer po poklicu medicinska sestra, ki pa je poezijo rada pisala že v srednji šoli. V zbirki zato najdemo tudi pesmi, ki so nastale že dolga leta nazaj. To je posledica nekega razmišljanja. Ne mislite, nekam pripeljejo, ne, pa verze kar letijo. Pa to lahko si nekje v hribih, lahko si okrog jezera, lahko si v avtu, lahko si... Ni ravno zmeraj pri roki pisalo in svinčnik in blok, da bi pisal, tako da zdaj mi je že prišlo malo navado, da imam tudi v avtu blok. Pesmi so osebno izpovedne, čustvene, polne človeške intime. Brigita jih je med drugim namenila vsem 4 sinovom, pa tudi drugim njej ljubim ljudem. Prej, ko sem pisala, sem pravzaprav v obratni vlogi. Nikoli nisem razmišljala, kako sem se pravzaprav razgalila v tem svojim izpovedi. Zdaj me pa tako marsikdo sprašuje, pa kako ste to napisala, pa kako ste to povedala, pa kako ste to odprla. Zdaj pa v bistvu gledam obratno kot bralka recimo te pesmi, pa vidim, pa res, ne, kako sem pravzaprav tako, ampak takrat ti tako pride ta misel in je dejansko ti tudi odleže, ko to napišeš. Prav posebna zgodba pa stoji za podolgovatim formatom knjige. Ona že toliko let te pesmi piše, mislim, in nekaj, kar je dolgega in podolgovatega, je kakor da čas preteka, ne? To je taka linija časovna. In poleg tega meni se zdi, da morajo lirske pesmi imeti malo prostora, morajo imeti malo zraka, da človek prebere, pa premisli, pa pol gre šele na naslednjo stran. Modra nit, modra knjiga, modre obleke. Vse to je povezano z glavno pesmijo Modrina, po kateri je nastala tudi naslovnica. Gre za Brigitino najljubšo pesem, ki jo je kasneje uglasbil glasbenik Tom Varal. Se me je besedilo zelo dotaknilo in sem probal Brigitine občutke, ki jih je zapisala z besedami, jaz še dodatno podkrepiti z notami.
V prihodnosti pa lahko na knjižnih policah pričakujemo še kakšno Brigitino stvaritev. Ja, založnik mi je že rekel, no, a bomo začeli za naprej delati, tako da verjetno bo šlo naprej, ja. Upam.